Nocoj kaj dogaja, gostimo televizijskega voditelja, žiranta, glasbenika in komika z nezmotljivim občutkom. Z nami je Lado Bizovičar. Lado, živjo. Čau. 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 Lado, 30 let si na sceni. Hvala. In še zmeraj se ti kdaj zgodi, da se kaj novega naučiš. To je pohvalno. Kaj si se ta teden naučil? Ta teden sem se naučil pomembne lekcije, ki jo priporočam, da si jo zapomnite. Naučil sem se, da na Kreslinovem slavju tudi podrazno ne smeš, bom rekel tako, na Kreslinovem slavju štosi o Kreslinu, tudi če te Kreslin povab, zvenijo popolnoma drugače publiki ali pa rečemo fenom izštekanih, kot zvenijo recimo Vladotovim fenom ali pa Vladotovi familiji ali pa Vladotovim frendom ali pa celo Vladotu. Tako da to je pomembna lekcija in dobro sem se spomnil, mogoče moram odpovedati svoj božični roast Device Marije v stolnici. No, ampak kva si naredil tukaj narobe, na to me zanima. Kaj je bila tam? Tilen, kaj tebi ni jasno, kaj sem naredil narobe? Zagrešil sem smrtni greh, največji možni smrtni greh. Jaz sem prvi in edini človek, odrski človek, ki je ob nepravem trenutku, na nepravem mestu, nepravim ljudem povedal nepravi vic. To se ni zgodilo še nobenemu človeku, ki nastopa na odrih. Vidva nista zihar imela nikoli v življenju slabega špila, je tako? Ne, v bistvu ne. Jaz sem enkrat roast na Avsenike. Dobre, sam ni noben tega snemo, je To tako? je pa tudi res. Ok, Lado, slovenska muska. Ja. Predstava, velik hit, je to bil več kot 250 ponovitev, ste imeli, zdaj si ti to renoviral, updateal in boš postavil šov na največji oder v Sloveniji v Stožice. Kako bo izgledal zdaj ta šov? Kaj bomo novega videli? Poglej, v tistih časih, ko sva z mojim kolegom Gašperjem Koncem igrala slovensko musko od A do Ž, sva bila na odru sama. Zdaj pa za začetek se nam bo pridružil pol slovenske glasbene scene, če ne drugega. Tako ali drugače, v taki ali drugačni funkciji, vem koliko, 12,000 ljudi bo, oder je na sredi, kar pomeni, da imamo glih vsi ta pravo razdalje, vsi smo v prvi vrsti, da lahko vidite vsako mojo grimaso, gubo, plešo, karkoli. Zdaj se odloča, je to fajn ali ne. Skratka, da sploh o gostov ne omenjamo. Ja, ampak v teh letih se je pojavil na slovenski sceni tudi kar nekaj novih imen. Joe Kraut, Murphy, Masaja, Leopold I. A ti te mladi izvajalci, ki so zdaj vrh slovenske scene, dajo nov zagon ali se boš rajš obregnil ob tisto staro slovensko gardo? Čaki, stari kanonizirani avtori seveda ostajajo. Razumeš, to folk se kar ne poslavlja. Že mene redno prosijo mladi komiki, če lahko prosim umrem. Ampak seveda bojo ostali ta stari, ampak valjda te ta mladi ima pa tudi nekaj ponujajo. Tu so ne samo novi avtori, pa novi glasbeniki, ampak tudi novi žanri. Veš, včasih so bili samo čapci, zdaj so pa limke, gaseri in zihar so še podvrste in tudi oni imajo svoje glasbene izraze. No, pa kdo bojo pa tisti gosti, no, kakšnega zihar lahko poveš, kdo bo? Ne, nočem zdaj izpostavljati nikogar, ker bom zihar koga pozabil in se potem zameril. Ampak enega pa boš omenil. Ne, joj, ne vem, ne spomnim se ni tega. Kdo je, no? Riva se na Garač, recimo. O, Jurij Bradač pride. Vidiš, kako je lepo biti v pametni družbi. Super, Jurij Bradač. Na T. Toni Cetinski, Taylor Swift. To bo noro, to bo noro. Dobro, no, si ni važno. Pač bomo prišli pogledati, pa bomo videli. A si se glede na ta teden in na te lekcijo tega tedna si se odločil, da boš mogoče kaj omilil v predstavi stvari, ali boš šel še bolj... Poglej, v Stožice prihajajo ljudje, mislim, samo še zadnjih par zicov je, prišli bojo ljudje, ki hočejo poslušati štose. In obljubam, tam bo ogromen štosov, veliko bo lepih štosov, še več bo grdih štosov in obljubam, morda bo kakšen celo dober štos. Lado, najlepša hvala za obisk v studiu. Z veseljem. A veš, kaj petarde je polkal zdaj decembra? Kakšne petarde? Ognjemete pa to. Iz kjerega stoletja pa ti prihajaš, šlo bože? Kakšne petarde? Jaz sem proti petardam. Vsi smo proti petardam, ti si proti petardam. Vsi smo proti petardam, še živali so proti petardam. Jaz iz tega sploh ne bom poslušal več. Too much, too much! Kam pa gre? Jaz bi pokazati, kakšne prepetarde, no. Pa kaj to meni govoriš? Pejt na malo teraso pa povej ljudem svoje. Čau, Lado. Škoda, ker nisi snimala tega, da bi videli, kako se obnaša. Ja, sam res.